Osamljenost ni nujno povezana z odsotnostjo ljudi. Pogosto jo doživljajo tisti, za katere nikoli ne bi rekli, da so sami. Pojavlja se pri ljudeh, ki navzven delujejo funkcionalno, torej imajo službo, družino, uspešne kariere, aktivno družabno življenje, ampak se kljub temu počutijo izpraznjene in same. Ko imaš občutek, da te nihče zares ne vidi, da nimaš opore, da se ves čas trudiš držati po koncu, v resnici pa se znotraj sebe lomiš. In v teh občutkih ne govoriš, ker individualizem in kultura produktivnosti šibkost zavračata. V goste sem povabila sogovornika, ki vidi širšo sliko, ki razume človeka in hkrati sistem. Z mano je psiholog Matic Munc in skupaj bova raziskala, zakaj je osamljenost danes tako pogosta in kaj lahko storimo, da se začnemo vračati povezanosti. Matic, živjo. Živjo. Začniva odkrito. Si se ti kdaj počutil nevidnega v sobi polni ljudi? Precej pogosto, pravzaprav zato, ker nimam toliko zelo rad ljudi niti, to je in čisto odvisno od mojega stanja, namreč imam kar precej nihanj in če sem v dobri koži, potem delujem zelo socialno, ko pa ne, sem pa lahko zelo zaprt in se sploh ne znam povezovati. Tako da pred kratkim se mi je to zgodilo, pravzaprav 2 leti nazaj, na eni prednovoletni žurki, pa ravno zdaj snemava v tem predbožičnem novoletnem času, ko se vsi tako družimo. In smo se družili, enostavno nisem vedel, kaj tam početi. Bilo je še obdobje, ko sem nehal kaditi in en del družbe šel seveda ven na cigaret in je to element druženja in sem ostal sam. In potem, ko so prišli nazaj, sem zgubil nit, v pogovor se nisem mogel vključiti in potem sem počasi šel domov. Mislim, pogosto, ko govorimo o osamljenosti, imamo v mislih, ne vem, starejšega človeka, ki preživlja dneve, recimo osamljen doma, ne? Ampak namen današnjega pogovora je pa bolj o osamljenosti med to aktivno populacijo, tako kot sem uvodoma rekla, ne, v očeh družbe imamo vse. Ja. Veš kaj, ko sem danes prihajal, sem rekel, kaj mi boš vprašala, ampak sem se spomnil, to je pa tudi nekaj let nazaj, smo bili na eni študijski poti v Londonu, moj profesor, mentor, tam živi, Brian, in v petek zvečer smo mi šli, ta del Slovencev, smo šli pogledati Tate Gallery, pa smo se pa tam zmenili v kavarni, pa da bomo šli potem na večerjo. In to smo naredili ta ogled in potem smo se dobili, jaz sem tudi spet kadil takrat in Brian tudi, in sva se zunaj dobila na cigaretu. Jaz sem gledal tam nasprot Tate Gallery, pač ena ogromna jeklena stavba, tak monstrum iz jekla in stekla. In noter se je videlo, ker je vse bilo transparentno, se je videlo ljudi, moške v belih srajcah, ženske v belih bluzah, ki so sedeli in so tipkali. To je bil petek ob 7 zvečer. Oh my God. In se ga vprašal Brian, kaj je to, in je rekel, to je zavarovalnica. Ljudje delajo, rekel, pač tukaj bodo delali do 8-9, potem bodo šli hiter na par pirov v pub, pubi se zapirajo ob 10-11, se bodo živalsko napili, ker je petek, in potem soboto bodo mačka zdravili, v nedeljo bodo šli starše obiskati in potem spet naprej. Ne? In takrat se mi zelo upam, da ne bomo kdaj tako živeli tukaj, pa se mi zdi, da živimo tako. No? Tako da velik del je pogojen s tem, koliko ljudje delajo, ta aktivna populacija, se pravi, kakšen pritisk je v bistvu tega, koliko je treba delati za službo, koliko se seveda s pomočjo tehnologije delo odnaša domov, malo je sicer odvisen od branže, ampak sploh v teh marketingu delno, pa v poslih, veš, ko prihajajo maili od šefov, o petkih ob 4, nujno do ponedeljka, pripravite mi ta izračun, ljudje delajo čez vikende in večinoma so skozi na tablicah, laptopih, maile skozi čekirajo svoje službene in smo pravzaprav skozi v službi. Ta del sigurno je močen faktor. To sem se spomnil, recimo, kar se tiče te aktivne populacije. Druge pa seveda čisto odvisno, koliko partnerstva so si uspeli zgraditi, ker čim je neko trdno partnerstvo, gre to zdaj v smer družine. Ampak kar nekaj mojih prijateljc, ki so med 30 in 40, so vse samske, izjemno težko najdejo partnerja v tej generaciji, ker je
v tej generaciji s temi fanti neki močno, močno narobe, res so pač čudni. To so moje zelo inteligentne, samostojne osebe, vendar ne morejo imeti partnerstva in so v določenem delu pravzaprav nekatere osamljene. Zelo. Je pa spet odvisno, koliko je nekdo tudi sam sabo rad. Ene so zelo rade, so si naredile to svoje gnezdo, nekatere pa si želijo tudi ta del, ampak težko. Ne gre, ja. Pa zakaj misliš, da se toliko malo govori o tej, jaz temu rečem, nevidna osamljenost? Se mi zdi, da ženske med sabo si bojo že povedale, ampak moški se mi pa zdi, da tukaj potegnejo takratko. Ampak tudi moški ste čuteča bitja, ne? Ja, čeprav smo načeloma vse ti malo starejši pač izjemno nesposobni komunicirati o tem, večinoma. Težko ti povem, jaz imam vsega če zdaj le preštejem, ampak to je eno novo, da sem obudil, imam 2 moška prijatelja in to je to. Z ostalimi ne najdem referenčne točke, ker so zame čist preveč površinski in to zame ni zanimivo, že pogovor ni zanimiv. Zakaj? Ne vem, če se o tem toliko malo govori, ker pred parimi tedni mi je nekdo rekel, da je to v Bruslu zdaj buzzword. Vsako leto pač naši evropirokrati izberejo nekaj teh vročih besed, veš, ki so tiste, se pravi, bila je radikalizacija mladih pred parimi leti, pa se nam je zgodilo, in se nam še dogaja. Potem so starostniki, ki jih zanemarjamo. Baje je govora o osamljenosti, v veliki meri v Bruslu, o tem kot o epidemiji po Evropi, tega ravno v tej generaciji, o kateri ti govoriš, se pravi, ne o starostnikih, ampak o aktivni populaciji. Pri nas pa definitivno se o tem ne govori veliko. Ampak ni popularna tema, ne? Ampak, tako kot si že prej v bistvu lepo začel, svojo izkušnjo v tujini, se pravi, osamljenost izvira iz družbe. A mi lahko kaj malo bolj razjasniš? Ja, mogoče? Lahko, z veseljem. Tudi o tem, ne glede na to povabilo, res veliko razmišljam zadnje čase. Jaz sem se vrnil malo v tisto, kar smo se učili na fakulteti, pri socialni psihologiji, pa ravno zdaj mi je tako čudovito to, tako dobra je profesorca Mirjana Nastran Ule, pa ni bila moja profesorca, žal socialne psihologije, ampak uči na FDV-ju in je spet obudila nazaj 3 bazični socializatorji človeka. Osnova. Najprej družina, s katero smo oba dva išla. Imaš veliko, majhno, razbito, nefunkcionalno, ljubečo, ampak družina. Ko te prvič dajo, kot majhno nives nekam izven družine, so te dali ali v vrtec, če so te dali, ker ni obvezen, pa potem v malo šolo, pa sigurno v šolo, kjer se potem socializiraš skozi nek pritisk, ki ga družba skozi te inštitucije daje na majhno nives. Mogla si bila 45 minut pri miru, matematiko je bilo treba, ne ustajati, usesti in tako naprej. Vendar, in to še vedno na določene mere funkcionira, smo pa mi popolnoma izgubili 3. socializatorja in to je medvrstniška socializacija. Ker ko si pa lahko iz šole potem, ko si bila pa že dosti divja pa drzna, si se pa začela družiti izven šole, z nekom in tam si se preko medvrstniškega socializacijskega momenta učila še neke kode, kako biti pa majhna najstnica. Se pravi, brez staršev, pa brez teh učiteljev. In tam smo se mi ogromno naučili, jezika, funkcioniranja, začeli smo prve tesne vezi, prvi res prava prijateljstva in seveda tudi potem intimne zveze. Tako da to sem ti hotel malo tudi recimo moj primer, spet, če ti je okej. Moji starši so bili proti vrtcu, iz nekega razloga, jaz nisem bil nikoli v vrtcu in sem zgubil ta moment socializacije kompletno. Po nekem ključu jaz nisem hodil niti v malo šolo, ki je bila v času socializma obvezna. Moj foter je namreč pač naredil neko pizdarijo, tam neki znoru in sem šel 1 teden sem bil v mali šoli in potem je rekel, da to ni v redu in me je izpisal iz tega ven. Jaz tistega koda v mali šoli sploh nisem razumel. Se pravi, eno je bilo to, da je bilo treba biti v skupini, jaz sem bil zelo osamljen otrok, tako sam sem edinc v naselju, kjer ni bilo veliko otrok in nisem imel nič, Lego kocke.
ampak brez stikov z sovrstniki. V mali šoli sem se počutil en teden čist izgubljen, pa je bilo pa to po kosilu jed spat. Mi je bilo jasno, zakaj, da nisem spal in tako naprej. Ko sem prišel v prvi razred osnovne šole, se jaz absolutno nisem znajdel. 3 leta sem bil čist izgubljen, ker nisem poznal pesmic, nisem poznal iger. Ker te igre so skupinske igre. Vem, da prvo telovadbo, pejmo se gnilo jajce in so vsi ti moji sošolci leteli. Kaj je to, ne? Ja, kaj skrivati, kaj je loviti, nisem nič znal, noben od teh iger, ker kako se jih češ naučiti, če nimaš stika s sovrstniki. Potem sem se nekje v 4. razredu pa malo ujel, ampak zakaj? Zaradi enega mojega sošolca, ki pa žal je pokojni, Damjan, žal je naredil samomor, zaradi svojih duševnih težav, mi ga je ful žal, ampak po nekem ključu sva oba šla dodatno na nemščino. Moji starši so mislili, da je dobro, če znam nemško, njegovi tudi. In sva bila tam, ampak on je meni na nemščino, sva bila edina 2 iz svojega razreda in sva potem seveda sedela skupaj, čeprav sploh nisva bila prijatelja prej. Ne? Se pravi, danes sva bila tako, on je bil v enem drugem krogu, jaz sem bil bolj ali manj osamljen in pa sva bila skupaj in on mi je prinesel na posodo prvo vinilno ploščo metal glasbe. In to je pač od AC/DC, Dirty Deeds Done Dirty Cheap, in mi je dal, da je poslušal in jaz sem doma tako, oh my god. In od takrat, on me je pravzaprav okužil z rokom, ker pri nas doma se roka ni poslušal. A veš, mi smo imeli ABBO, pa narodno zabavno in tako, jaz sem šel kupiti ta izvod plošče, zdaj imam CD recimo, ne? Ampak pa še naslednjo, on me je dejansko okužil z hard rockom recimo, ne? In potem sem se lahko prek glasbe socializiral, ker sem začel poslušati in sem lahko vstopil v te skupine takih, ki so poslušali rock. Ne? Tako da to bi rekel, in pa potem sem predolg. Ti me samo absolutno ne, z veseljem in poslušam tvojo zgodbo. Ja, pa tudi drugače, jaz sem bil pač zelo sramežljiv in osamljen celo osnovno šolo. Na koncu osnovne šole sva z enim drugim sošolcem, ki je bil pa zelo tak zapeljiv fant. No? On je zelo na vsak način je hotel imeti punco. No, to je bilo takrat. Meni se je zdelo to zelo neverjetno, ampak on je naredil plan v 8. razredu, da bova midva da bova 2 dekleti iz 6. razreda, se mu je zdelo, da smo glih prav, midva iz 8. Smo bili takrat najstarejši na šoli, bova jih nekako nanovačila in smo pa začeli z nekimi poskusi v kino in tako naprej, ker je bilo meni sicer totalno bizarno. Jaz se nisem sploh znajdel v tem kodu, švical sem v roke in tudi potem ta potencialna partnerka je rekla, da z mano noč, ker sem bil čist, ta drug se je tam lupčkov zraven, jaz sem pa gledal film, smo film prišli gledati, da je rekla, ni uporaben, ampak to je bilo to in pol preklop na gimnazijo Bežigrad, ker je zelo zanimiv, jaz sem se odločil sem se na koncu, takole ne gre več. Čuden sem, asocialen sem, jaz moram bolj družiti z vrstniki, da bom zvisel na celi točki in sem prišel v prvi letnik na Bežigrad in smo se prvi odmor, ki je bil, smo se tako obrnili en proti drugemu in si dali roke in si rekli, živijo, jaz sem. In tam sem pol srečal 2 najboljša prijatelja, Jureta in Roka, in mi smo bili trojka, ki smo potem harali celo, oba sta bila alternativca, Rok je igral kitaro, odkrivali smo mi glasbo in to je bilo potem, jaz sem imel krasno 4 leta, ampak zaradi prijateljev, ki so bili ne zaradi moje družine, ki je bila disfunkcionalna, ne zaradi šole, ki me je tlačila, ampak zaradi mojih vrstnikov. In potem res prva prava ljubezen se je zgodila na šolskem plesu, ker mi smo imeli znani, da Bežigrad ima zelo dobre plese. Zakaj? Ker je bil profesor Borenovič, črnogorske krvi, zelo strog profesor geologije in ga imam še zdaj v velikih čislih, zelo strog, ampak hkrati zelo zabaven človek. In on je rekel, plesi bodo. On je bil vedno dežurni in pripeljal je svoje rojake, črnogorske varnostnike, ki so vedno pazili na vratih. Ampak v Ljubljani se vedeli, bežigrajski plesi so ok. No in tam je prišla eno dekle iz Poljan na ples in sem se zaljubil in to je bila prva punca. To je socializacija. Tega zdaj nimamo. Vzeli smo jim in to smo jim digitalizirali. In to je tisto, kar smo naredili veliko škodo. In smo izgubili to, se pravi, da lahko preizkušava medosebne odnose in sva veliko bolj v tem pristnem
seveda 1 na 1 in v večjem krogu. In zdaj imamo to, kar imamo, kar se pravi, da če bi stopila zdaj ven, bi videla mlade sicer zunaj, ampak so vsak na svojem telefonu. No, vse to pač ni neka skrivnost. Ne. Jaz sem bil pa kar dolga. Ampak dejansko to, da si zunaj in vidiš, ko se ljudje družijo, velja tudi med odraslimi. Pač jih vidiš, sedijo za mizo, ali so na kavi, ali so na drinku, ali so na pici. Ja, kjerkoli gledajo vsako svoj telefon. Ja. Torej so skupaj, pa niso. Ne? Ja. Kje gre tukaj? Mislim, veš, kaj skušam razložiti? Je to, ko si rekel, ne, pač res smo tukaj obremenjeni z službenim okoljem, se pravi s tem, da se dokazujemo, da, ne vem, da gremo za nekimi svojimi cilji, ne, in se toliko predamo temu, da enostavno ta del zmanjka potem. Delno, sigurno, ja. Ja. Ampak je tudi to, da tudi v prostem času, ne, to je tisto hudiča. Zdaj razumem, da so ljudje ambiciozni, pa karierno usmerjeni, ok. Zato plačaš neko ceno. Tako, kot mi je zadnjič en možak rekel, mislim, doma imamo družina malo razpada, otroci malo tako, ampak veš, kakšen projekt sem dobil. Ja, ampak otroci ti pa rastejo, mislim, projekt si pa dobil. Pač, kaj bo zdaj, ampak ja, pa me dobro plačajo. Fajn. Ali pa ne vem, pot v tujino. Veš, če mlada mama gre za 3 mesece v tujino delati, to naredi pri enem 6-7-letniku, 10-letniku kar določeno travmo. Ampak v prostem času smo pa tudi ratali tako odtujeni. To je tudi, to pravim, to je ta problem, ki ga jaz vidim. Mi tudi v naših družbah, ki imamo ženo, večinoma res prijateljce, prijateljev, kot pravim, moški res dosti neuporabni, mi je zelo žal. Ampak res niso, z redkimi izjemami, ampak ok. Seveda uporabljamo tudi tehnologijo. Se pravi, je to, da potegne ven telefon, pa reče, si videla to, pa si pošiljamo stvari, pa reelse. Zdaj smo tako pametni, da nismo na TikToku, ampak smo pa na Instagramu in tam isto delamo. Ampak ok, to je še vedno tudi del, ampak meni je to v redu, ne vem, pomati dam za zarolati. Glasba imam neskončno, ste slišali to in ampak tehnologija ni prevladujoča in nismo v svojem svetu, ampak ti jaz nekaj pokažem. Dam telefon, več jaz videla to. Ne pa, da se jaz izoliram. Ja. Vidim, da tudi pa to, da to je pa kar grozljivo, da pravzaprav ni več prostorov socializacije. Se pravi, to sem se tudi malo zamislil. Veliko sem razmišljal o tem, da me boš povabila, pa sem ti res hvaležen. Recimo, vem, da smo mi zdaj oba v dosti v redu zakonih, kolikor vem. Ja. Ampak recimo, da bi se ma nekaj zgodil in da ostaneva samska. Kaj zdaj? Ali do konca življenja biti samski, ali je zdaj na aplikacije, greva se ta štos Tinderja, kje bova pa zdaj nekoga spoznala? Kam bova šla? Na koncert? Pit ven, ker so pijanci pa pijanke. Recimo jaz to res odklanjam, alkohola tudi zdaj ne pijem sploh, ampak pa nima nič proti, če nekdo spije iz užitka, ampak vidim preveč prepitih ljudi in mi je to pač ogabno. In vse zarata pol nerazumno in nekaj. Kam bi šla? Kaj bova hodila? Kam bova šla zvečer v petek? Veš, to sem jaz doživel po prvej ločitvi, jaz sem se ločil prvič in tukaj čist zraven tebe sem živel v sobici in v petek zvečer nisem imel nikogar za poklicati in nikamor nisem vedel, kam bi šel. Sem po telefonu gledal, koga naj pokličem, pa sem bral knjigo in jedel jafa kekse. In to je bilo to. Ampak počutil sem se pa zelo osamljenega. In nisem vedel, kako bi zdaj sploh, kam naj grem. A ne grem noro žurat, a ne se napijem, zadevam. Kam bi šla midva? Mislim, to vsekakor je čisto realna težava, tudi recimo v krogu mojih prijateljic, recimo tiste, ki so samske v mojih letih ločene, recimo. Dejansko ni, tudi te aplikacije, ki si jih omenjal, to je res, ena je ful dobro rekla, zdaj ni več samska, ampak je rekla, to je roke gor, gate dol za Tinder. Točno tako. In tudi taka sporočila se pošiljajo tam, da dejansko se vprašaš, kje lahko nekoga, ki je normalen, spoznam. Po drugi strani, imam v mislih konkretno osebo, po drugi strani je pa se zgodi še ta moment, ker si pa sam, ki moraš poskrbeti za to, da boš preživel. Da boš iz meseca v mesec prišel. Koliko ti sploh dejansko ostane prostora
Zelo malo, ja. Mislim, je pa spet to, ne, da pač ta koncept zakona, ki je zelo ekonomska, lahko tudi skupnost seveda omogoča lažje preživetje. Se veva, ne, če ena luč gori, pa če si deliva stroške, se neko če sama kupuje, ne, in hrana in tako naprej, seveda, kar pomeni, da je tudi, pa jaz sem sicer zelo monogamen človek, jaz mislim, da je to imeti nekoga, ki ga spoštuješ in zvestoba je meni daleč zelo visok. Se pravi, nezvestoba je tisto, ki je deal breaker. Tega mislim, da ne bi preživel. Mislim, ne bi šlo več skozi, ne toleriram. Pa mislim, da jaz sem monogamen, pa niso vsi okoli mene monogamni, ampak vem, da je tako lažje. In zdaj za moje samske spet prijateljce je njihovo življenje v Ljubljani izjemno težko in trdo, ker so v najetem stanovanju, ker plačujejo res divjo najemnino, vse in je tako delajo za to, da preživijo. In si komaj, da lahko nekaj prišparajo za te mehne neke užitke, ki so pa res pol potovanja z Ryanairom najceneje. Se pravi, to pravzaprav ni več niti srednji razred, ampak to je že spodnji. Ker meni je vse za preživeti in mora res veliko delati. A jim ostane časa pa energije za ne. Ne, res ne. Ne ostane, ker ni tako, da bi bila lahko res utrujene so tudi, no? Neskončno so utrujene. Točno to sem želela izpostaviti, ne? Ker ta davek plačaš tudi v bistvu svojim telesom, svojim zdravjem. Tak način življenja, tak način razmišljanja, ker pravzaprav si ujet čeprav v glavi čuti posledice dejansko celotno telo. Ja. A veš, kaj je meni toliko neverjetno, kaj jih nam res pluskalo? Jaz sem pred leti bral odlično knjigo o življenju brokerjev na Wall Streetu. Se pravi, tam imaš 3 možnosti, se pravi kariera, žuranje, spanje, vendar moraš izbrati 2. Eden ne bo šlo skozi, se pravi, ali delaš pa žuraš, to so nekateri, ki nič ne spijo in so pol na tabletih, ampak potem si tako broker, žuraš, broker in čez 2 leti imaš breakdown. Ampak se imaš pa super, pa si bogat. Druga varianta je, da si broker pa spiš, pol ne žuraš, potem se pa spiš, delaš, si bogat, gre socialno življenje v klinac. Nikogar več, ne? Ampak meni bo spet takrat to, pa namo mi valjda tako živeli. Sam jaz to opažam pri nas, ki si ravno začela z to individualizacijo, z res toliko želje po materialnem, da je to kar realnost ratala in da ljudje pol izbirajo, kaj bodo počeli. Ne? Veš, ker sem toliko alternativ, sem res velik na Metelkovi. Ne? Pa se je zelo spremenila, pa mi ni več vedno toliko prijetna. Zadnjič smo imeli dogodek v soboto in ni bilo nikjer nikogar, tako kje pa so ljudje. Sem jim povedal, pa v petek so ljudje prišli in so pač bili do 6 zjutraj, so se čist izžurali in zdaj vsi mačka cajtajo. Ne? Ker je to spet isto, a veš, v petek se bomo pa znoreli. Ampak znoriš se na način z drogami in alkoholom, ja, mogoče z seksom, za one night stand, če se 2 gresta, ampak to ni iskanje odnosa. To je pa zadovoljitev tega, da se bova dol dala in mogoče bo dober. Ne? Čeprav meni izkušnje kažejo, da, mislim, ne moje, ampak ne vem, no, tako, a je res to res nekaj, kar je zadovoljujoče, ali je to pač ok, hopa cupa, gremo. Ti si rekla, kaj roke gor, gate dol. Ja, pač tako, imaš nekaj, ampak pol to pač ven vrže zjutraj, ne? Mislim, samo upaš, da nov nazaj trko ostal, ne? Ko pa se hotel še pogovarjati. Ne? Če je naredil svoje, ajde, pač gate gor, pa pet ven. Ne? Ampak res, to naša generacija živijo tako. Ampak to v bistvu vse to, kar sva že doslej v bistvu omenila, in alkohol, in ne vem, seks, ali pa, da reč ta one night standi, ali pa recimo to kompulzivno gledanje televizijskih serij, ali pa prenajedanje. To so v bistvu, se mi zdi, vse tako neki nezdravi mehanizmi spoprijemanja s tem, da si ti vse prazen. Prazni smo. Dve punci sta tekmovali pred časom, kjera bo podrla več fantov v enem tednu. Oh my god. Ja, s Tinderjem. 2 punci, ja. Pač punce so samosvojene, emancipirane, go. Ena je zmagala 19 proti 17. Se pravi po 3 na dan, ne? V enem tednu, ne? Greš, se daš dol, gremo naprej. Tak je zmagala, je pol v nedeljo, celo nedeljo jokala, ker je da čisto sama. Nihče je ni bil z njo, ne? Nihče se ni stisnil od njo, nihče ni je držal za roke, je imela pa 19 tipov, je zamenjala v 6 dneh. Ne? Se pravi, ok. To, ne vem, zgubljamo se v tem, res se rekla, ta pristnost in povezanost, ampak
Ne vem, ne znam ti, če kaj je bilo že vprašanje. Zakaj sem to? Ampak one night stand si rekla. Ne zdravo, nezdravo spoprijemanju, v bistvu za praznino. No, to se, praznina je v tem, se pravi, mi bi radi to posodico ljubezni bi radi z nečem napolnila, ne? To, da ti nekdo nataka noter. Ne? Tip, ki te pač požge v 10 minutah, ti ne bo napolnil ljubezni, dal ti bo neko kratkotrajno občutek, da si lepa, sprejeta, karkoli. Vse za tipe v bistvu isto, tudi če pač grejo na to, kjero bom podaril, kaj je to polčrtica, kaj. Ampak tudi te fantje so zelo prazni. Ne? In tudi verjamem, da marsikdo tudi zelo žalosten oseb. Mi smo veliko bolj naučeni, da moramo še bolj kazati to tough. Veste, lahko ranljive, mi ne smemo jokati in te neki čudni vzorci. Praznina, ta čustvena praznina, ki je pa ljudska, ki je pristna, ki je... Ampak veš, to je tako, res... Ne vem, ne razumem. No. Zato sem se zdaj na nekaj lepega spomnil, ampak v nedeljo zdaj pač se vsem pač to snemava, ampak seveda nedelja, tudi vedno je kakšna nedelja. Nedeljo sem imel nek nastop na knjižnem sejmu in pa sem šel okoli, sem šel na kavo, sam, žena je bila doma, je prišla pol, rekla ti pej se shoditi, si malo in pač slušalkami, ampak sem šel na kavo v kavarno, eno, kamor hodim rad, ker ni glasne glasbe, ne? Ker to je tisto, kar mene odbija, ker če je preglasno, pa to ni kavarna, jaz se ne moram z nikom pogovarjati. In ker je imela soseda kužka, zelo lušenega zlatega prinašalca, ki je bil noter in je bil tako malo neki, mislim, ga je malo zmeden in pol kuža je zelo dober element za pogovarjati se, ne? A ne, kuža, koliko je star, neki. No in pa se je skazalo, da ta, mislim, kakšna zanimiva punca, zelo mlada, notranja oblikovalka, v iskanju kakšnega zanimivega projekta in so se pol na Instagramu in pa mi je pisala, hvala, lažje sem naredila pol izpit, ker je imela neki izpit v nedeljo, ker si me malo sprostil. Brez veze, pogovor, ne? Veš, tudi, ne vem, to sem si zdaj malo zadavno, malo deluje tako, malo čuden, ampak da sem malo bolj prijazen do prodajalk, ker vem, da so v trgovinah so ljudje tako grobi do naših prodajalk, ne skusi neki, ampak ne vem, da pozdravaš, pa malo se pohecaš. Točaji, mislim, ki nam prinašajo kavo, ni treba glih tult, no. Mislim, če ni tisto sekundo, nekaj vpraša, ko se je v redu, vidiš, že nekomu iz rok pade, pa ni treba takoj se norca delati z nekoga. Nestrpni smo, nepotrpežljivi, se tudi na cesti se takoj obesiš na hupo, ne? Ja, mislim, mi smo izjemno nasilen narod, ne, ker smo tako zadržani, ne, tako vljudni, pa fajn pa delovni slovenčki, Janezi, ki smučajo, ne, ampak ali so Romi, ali neki bomo pa izbruhnili, bomo pa nekoga tepli, ne. Ja, na cesti smo vsi tudi skuterji, skiroji, tudi pa avtomobili, ampak ne, to kot predmet, mislim, prostor socializacije, če sva midva samska, zame bi lahko bila neka kulturna kavarna, kjer mi nekdo ne prbija z glasbo toliko na glas, da te ne morem niti slišati, ampak kjer ni na prvo žogo, da je to zdaj speed dating, ampak kjer beremo časopise, knjige, kjer mogoče je nekaj glasba, kjer smo kulturni, no, tako malo meščanski, no, tako malo bolj na nekem nivoju in lahko navežem s tabo nek normalen kontakt, če se sosedno mizo, če si tam, a mi posodiš delo, a ne? Pa rečem nekaj, a se lahko presedem normalno in s tem ne izpadem kot nek totalen predator, ampak sem samo, ker bi rad pa s tabo, ni no, da te hočemo poslo zvleči, no, ampak moče bi rad samo s tabo pač pokomuniciral in se pa čez 15 minut poslovo je da rekel lepo, hvala, nekaj medčloveška komunikacija, no, Madonna. Mislim, da res toliko, no, to bila super poslovna ideja, zdaj lahko za nekoga, ne? A ta kavarna? Kavarna, absolutno. Ja, se delajo kavarnice. Mislim, kavarna Union. Okay. Je še vedno taka star placa, veš, je še vedno tak old school placa, ne? Slamič. Točno, ja. Slamič. Veš, mi iščemo zdaj požje te place, jaz hodim v kavarno sem, zato ker tam in tam je to redo. Ampak kavarne, ne, take, ne nujno ta hiter kafič, ki je vse tako, ampak kavarna, kjer lahko normalno časopis in noben te ven ne meče, ker si pršalci kave 1 uro, ne, se to ni, ne. Se spomniš teh starih zgodb z Dunaja, ne? Teh kavarn, kjer so se, veš, na Dunaju v času Freuda, ne, so bili takrat, vsi te majstri so tam bili, skladatelji, Einstein je bil tam, ne, Freud, oni so se dejansko dobivali in se poznali, te modeli, in v teh velikih dunajskih kavarnah si vsako uro dobil svež kozarc vode.
pa nisi nič naročil. Ne? Se pravi, lahko si v štartu naročil eno kavo, toliko tudi denarja si imel, potem si vsako uro dobil kozarc vode in si bil lahko noter 12 ur in te nihče ni vrgel ven. Ja, danes v kapitalizmu to ne bi šlo, In ker se mora miza hitro obrniti. In v času tega, ko so Judje in drugi, in recimo Romi tudi bežali, Romi, Judje, Slovani, komunisti bežali iz nacistične Nemčije, so imeli svoje zatočišče v kavarnah še tistih držav, zato ker jih kavarn jih niso ven metal, ampak si bil lahko noter na toplem, bral časopise in bil v stiku z nekim, igral šah, bil v nekem intelektualni sredini in si bil na cesti. Ne? A je to pri nas zdaj možno? Ali bo prišel lastnik pa rekel, naroče nekaj, ne? Mislim, Ali te pa že pač tako grdo gledajo, ne? Tebe ne, pa mene tudi ne, ker sva starejša, pa zgleda, da imava denar, gledajo pa grdo mlade, to sem pa doživel. A samo kavo boste naročili. Ne, zame velja tako, da jaz lahko naročim kavo, pa ne bo nič narobe, ne? Sem pa videl že, ko so mlade, če pridemo trije, pa dva naročita, eden pa ne, od mladih ga bodo že ven metal. Ne? Za naju to ne velja. Zanimivo, ne? Veš, nikoli nisem razmišljala, ampak to si ful dobro izpostavil, ta glasna glasba v kavarnah. Ne? Zelo veliko teh nekih novodobnih kavarnic, ki so fino vštimane, ne, je akustično popolnoma neprimernih. Pa mi je drugače všeč prostor in bi se z veseljem tam dobila na kavi, ampak ko vem, da nima smisla, ker se niti ne slišva zares, zato ker je skozi džumbus. Ampak jaz, veš, do tega trenutka nisem pomislila, da me v bistvu ne moti to, da je polno ljudi, ampak da me bolj moti v bistvu to, kako je prostor, koliko je prostor akustičen oziroma neakustičen. Veš, ni vas, ne? Mi smo čuteča bitja, ne? Se pravi, taktilno čutva, temperaturo čutva, če je prehladno, te zebe, če ti je prevroče, ti je prevroče. Vidiš stvari, slišiš stvari, okušaš in vonjaš. Se če bo v prostoru smrdel, po smeteh, boš verjetno tudi ne boš tam jedla. Ne? Če nekaj okusaš, pa ni dobro, tole je mleko je pokvarjeno. Ne? Ampak jaz, ker imam rad glasbo, se zvokom malo več ukvarjam in točno to, kar si rekla, zelo premalo se posveti akustiki zvoka v smislu prvič prostora, da ni preglasno, to je en del, samo to je tudi drug del, je pa seveda, kako se zvok odbija od sten, ker enostavno pač lahko absorbira zvok ali se odbija. Bolj, ko se bo odbijal, bolj bo na moje telo vplival in jaz bom kar enkrat se počutil utrujenega in ne bo dober. Pa se to ni atomska fizika. Mi imamo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ampak veš, koliko sem srečal lastnikov lokalov, ki so hoteli spet po liniji najmanjšega odpora. Ok, notranja oprema seveda, da bo lepo pa fajn. Pa je pa prišel mojster zvoka, to mi je tako bilo žalostno, ampak res človek, ki je posvetil svoje življenje zvoku, ki je car carjev, ker je bil najet pravzaprav zato, da bo ta prostor, da bi ga, in on je bil seveda vesel, ko je bil prazen prostor, se pravi bi ga z majhnimi zvočniki opremu, pa z majhnimi elementi, da lokal ne bi bil tako, in je zelo malo računal, pa je lastnica rekla, to ne bomo dali. Ne? Je bil veliko manj kot notranja oprema, ampak ne bomo. No, ta lokal je propadel. Ljudje niso bili noter, ker se niso hoteli tam zadržati. A veš, ob tem sem se spomnila na en pogovor, ki sva ga imela z možem ravno na to, ker on je tudi zelo glasbeno, mislim, tako zelo občutljiv na zvok, res zelo. In je rekel, verjetno je to problem tega, ne, ker pač to vedno pride na konc ponavad in takrat že zelo zapiraš pipco in dejansko temu potem ne daš neke tiste res zelo potrebne veljave. Po drugi strani se pa spomnim pogovora, ki sem ga pa imela z eno dekoraterko, v bistvu šiva zavese in tako opremlja prostore, ki je rekla, veš, vedno pridem zadnja na vrsto. Ko je že vse postavljeno, ko že imajo pohištvo in vse in ni že malo denarja zmanjkuje in potem zavesa, ki ful naredi prostor, ki ga zmehča, ki ga ali odpre ali karkoli, ne pride potem do veljave. Ne? Veš kaj, tako, zdaj sem govoril z enim zelo super arhitektom, mojim prijateljem, od moje sošolke možem, Primožem, je bil zdaj v Lizboni na nekem evropskem kongresu arhitekture, prišel čist navdušen nazaj Matica. Veš kaj tam govorijo? Bring back humanism in architecture. Se pravi, prostori, ki so topli in prijetni za bivanje. Mi imamo Ljubljano, polno jekla in stekla in zgleda čisto brezdušno. Včeraj sem bil spet
v enem od teh novodobnih ljubljanskih prostorov, ki jih pač pa nas gradimo, in sem šel ven po 10, tako brez duše, ampak zelo velik denarja noter. Ne? Pri teh lastnikih sem opazil, in tudi zdaj pred kratkim, pa vse lahko govoriva o nečem. Ne? Pač, okay, Ivo Boscarol ima velik denarja, je humanist tudi in je zdaj prevzel bivši Kolosej in iz tega naredil Odisejo. Odiseja akustično in prostorsko ni dobro urejen prostor. In se verjetno zdaj ta ekipa čudi, zakaj odpadajo koncerti, zakaj ljudje tja ne hodijo. Ne moreš iz kokr španjela narediti Bernardinca samo zato, ker ga pač pobarvaš. Ne? Ja, vem, da so vložili, ampak denarja se pa noter čuti pa milijoni. In ni šparov. Vendar se bojim, da je bilo namenjeno napačnim stvarem. Se pravi, a je tam prijetno biti? A je toplo? Ni toplo. Se pravi, a je akustično? Ne, ni dobro. Pač akustična slika je podrta in enostavno pač, ja, to je pač to je spet ta površinskost. Ne? Se bo nek lastnik bo pol drvel, mogoče ne v Ikeo, ampak bo šel en višje cenovni razred pohištvo kupiti, kar je sicer super, ampak za opremljanje notranjega prostora je dober najeti profesionalca, ki ti reče, ne samo zato, ker meni všeč nekaj, zdaj bova pa ni ves tole kupila, pa bova not tole pretrajbala, zato, ker je pač, zdaj se vidi, da je drago in ker je drago, bodo prišli tudi petični gostje. To je taka čudna logika. To se mi zdi, da je v bistvu odvisen od lastnika, kaj je tisto, kar je njemu pomembno, ne? Kaj on preferira. Ne? Zdaj nekdo, recimo konkretno ti, če bi se ti lotil kavarne, bi sigurno bila zelo na visokem mestu akustika. Akustika, ampak tudi prijetno, se pravi. In tudi, prijetnost, veš, ja. Če si zdaj me tako izvala, jaz bi imel zelo veliko različnih stolov, pa predvsem mora biti prijetno za sedeti. Ker sem zdajle, a veš, meni je fajn. In jaz tle bi bil 1 uro, če me daš na neki trdga, ko mene rad bolela, bom več čez 15 minut vstal. Ker na najno temo osamljenosti, če želiva midva odnos navezvati, rabva nekaj časa. Čas mora biti, se mora udobno počutiti. Se pravi, če bova zdaj spila macchiato na hiter, bova ostala in šla. Tako da ja, predvsem bi bili pa elementi, predvsem v tem, da je res neka dnevna soba, da ko bi ti, recimo knjige, knjige so eden najboljših akustičnih blažilcev. Yes. A veš, imaš studije, v Šentjerneju je tak čudovit studio, ki je poln knjižnih polic. Nobenih čudnih elementov, knjige. Knjige so dovolj, ne? Zato, ker stena je seveda odmeva, to vsi vemo, ampak čim daš noter knjižne omare in daš knjige odličen, blažilc zvoka in je že takoj bolj topu zvoka, ne? Že ublaži, že absorbira. Pa se da pa še kaj, ne? Ampak seveda je tudi odvisno, kjer je zvočnik, to bi zdaj, tvoj mož bi dobro to, ja, je pomembno, zato ker tako kot midva delava na dobre mikrofone, ker pač slučajno poznam firmo, pa vem, dobro ste nabavili, ne? Ni neki z AliExpressa za 20 €, ker bi bilo za nič. In pol je pač za nič. Je bi ga, ne? Ja, mislim, se mi zdi, da res tisto osnovno opremo moraš imeti dobro. Tako kot recimo, če govoriva zdaj bolj ženski temi o garderobi, neke osnovne kose, ti moraš imeti kvalitetne, vse ostalo pa potem že lahko. To ni to že, to je tudi moška tema lahko. Bi se radi kvalitetno, ne? Tole so profesionalne delovne hlače, katere se ne premočijo, temperatura ne gre čez. Sem bil malo več v glasbenem poslu, zato ker imajo veliko žepov in so zelo funkcionalne, pa zelo trdne. Imaš tak model, zelo cenovno ugoden, ki se ti takoj strga in jih lahko stran vržeš. Te so dvojni šivi in tlele res, ko sem prihajal tebe, sem se res kavo polil, ampak kava ni šla čez. Ne? Se pravi, kava bi tebe, ene niti zapekelni in šlo takole dol. Ne? Mi boš pol povedal, kje si jih kupil? Tele zraven tebe. Res? Zelo bliz tebe, res. Ja? Ker, mislim, sprašujem, ker ti moji fantje, se pravi mož in oba sinova, ko med poletjem delajo to karavano okusov, to je ves čas kaj obleč, oziroma Matej ima zmeri rad hlače mož, ki je ful žepov, kot to moramo vse. Po drugi strani pa mora biti to trpežen, ker si v bistvu 3 dni praktično na terenu. Ja, to je meni drugače svetlo urodje od Siddharte. Okay. Ki ve, kaj dela. Si mislim, ja. Ja, rekel, butic, ne bo ti žal. Je firma pa zelo bliz, pa res zelo so fajn. So pa to načeloma delovne hlače, ampak res... Ampak se ne vidi, veš, bi pač rekel, da so del svojega outfita in decit. Ja, to je, ampak ja. Cool. Če se vrneva nazaj, če se vrneva nazaj k najni osamljenosti, oziroma prej mi je na misel prišla nasprot o tem, kako pomembna je komunikacija, ne?
kako lahko nekdo, je razlika med samoto in osamljenostjo. Samoto včasih vsi iščemo namenoma. Osamljenost se mi pa zdi, da se pa zgodi tudi meni, ko imam občutek, kljub temu, da sem obdana z družino, s prijateljicem, da sem sama. In je neverjeten opazovati sebe, ko si v dialogu z nekom in mu pripoveduješ o tem, kar te mogoče v tistem trenutku teži, pa te človek samo posluša, pa nič se ni situacija spremenila, ampak ti si po pogovoru poln nekega novega, neke nove energije in se ti zdi pol manj težko kot prej, a nič se ni spremenil. Daj mi ta fenomen razloži. Jaz sem sicer tle malo slab, tudi moja žena pravi, da zelo slabo poslušam, zelo veliko govorim. Se moram ful učiti tega, da, tudi zdaj, da ti ne uletavam skozi, da te ne prekinjam, se moram malo kontrolirati. To za eno kolegico, psihologinjo Mašo, se s tem zelo veliko ukvarjava in ona ima zelo preprosto rešitev. Res preprosto, prišla pa je iz Amerike in sicer imenuje se empatični krog. Nič posebenega, zgolj to, da se 4 do 5 ljudi dobi in med sabo si delijo zgodbe, ne da bi kdorkoli na njih imel takoj komentarje. To je kar težko. Težko je biti. Ja. Ampak samo, se pravi, empatični krog. Malo sva tudi sama se pogovarjala, če nas je preveč skupaj, zadeva že ne funkcionira, več ne prideš na vrsto. Se pravi, midva bi lahko, tudi ta ping-pong se šla, jaz ti nekaj povem, pa me poslušaš, če smo 3, 4, pri 5 se pa že zadeva, zelo se začne počasi malo drobiti in pol večja številka si že malo izločena, se lahko počutiš. Ampak finta zelo enostavna, pač to famozno aktivno poslušanje. Se pravi, medtem ko mi ti govoriš nekaj težkega, jaz nisem na telefonu, pa ti ne govorim, Nives, jaz se te poslušam, ker nav dober, ampak te res se ti posvetim, sem tukaj in zdaj, geštaltistično rečeno, ampak sem prisoten, že kaj mi moraš zapovedati, vendar ne grem takoj, ti bi morala. To. In to je enkrat tako dobro rekla Ksenija Špiler-Božič iz biznis sveta. Mislim, da je ena zelo dobra direktorica, mislim, da steklarne Hrastnik tudi, ampak tako, res, to je meni tudi ta način ženskega vodenja podjetij, tak primer, Ksenija je res zelo, enkrat tako pol v enem pogovoru rekla, sej to je pa MK, mariborski reper, naredil komad, veš, kaj bi ti mogel? In pol je to komad v tem, kaj bi ti bi mogla, veš, ti bi se mogla drugače obleči, ti bi se mogla skrajšati lase, podaljšati lase, pa kdo si ti, da ti meni govoril, a ti lahko sam, s tem, da jaz sem tle zelo slab ambasador tega, ker pravim, da tega ne znam dobro početi, ampak vem, da je tle dobra varianta in to je komunikacija, se pravi, to je dober pogovor. Ne, da ti mes tako je rekel, kaj moraš ti narediti, ker se boš slabo počutila. Ne, da te res, pa ne, da te poskušam zdaj se tako uživeti vate. In tle je pomemben del, ki ga Slovenci absolutno ne razumemo, da empatija ni sočutje v smislu sočutim s tabo, kako je tebi hudo, ker pa rata to tako patetično, in se pravi, ni ta piti, a veš, angleščina je tle res močna. Piti pomeni smiljenje, smiliš se mi, Boga, nisi Boga, v redu si, imaš pa mogoče slabe trenutke in hkrati to ni ta malo religiozni compassion, kot jaz lezem pod kožo, ker to je pa tudi čisti bullshit, jaz ne vem, kako ti živiš. Jaz ne vem, Nives, kako, in ne vem, kako se ti počutiš. Če bom to rekel, vem, kako se ti počutiš, lažem, kot pa steče. Ker ne vem tvojega življenja, ne vem tvojega zakona, tvoje družine, tvojega vsakdana, s čim se spopadaš. Ampak lahko sem pa samo ob tebi in te sprejemam brez obsojanja, čeprav boš rekla nekaj, kar mogoče gre celo na rob moje etike. Se pravi, govoriš stvari, ki mogoče so meni, ljudje počnemo toliko neverjetnih stvari v svojem privatnem življenju, ampak smo zelo hitro obsojajoči. A res tako? Ne vem, kaj vidva doživljata, ampak jaz tega kar veliko doživljam, se mi zdi tudi pač glede tega, kako je živim, zakaj nimata otrok. To v resnici sicer nikogar ne briga, ker lahko da jih ne morava imeti. V resnici jih res ne morava imeti. Ampak je bil pa čas, ko bi jih lahko imela, ampak sva se odločila, da jih nimava. Se pravi, to je meni zelo osebno, ampak kaj je to za nek družbeni pritisk, kdaj boste pa vi zibali,
Ne mi, ne. A ti pa, zakaj pa ti ne greš zdaj, zakaj jaz nimam službe? Jaz zdaj nimam službe, jaz sem pač nek freelancer, ampak veš, vsi hodimo v službo. To sicer ni čisto res. In tako naprej, veš, tako popredalčkamo, ampak to je meni pot, to si zdaj lahko narediva krog. Zamišljam si en lep prostor, neko kavarno, kjer se v normalnem krogu ljudje spoznavajo in se pogovarjajo o svojih življenjih, o svojih stiskah in nihče ne obsoja, nikoli ne skuša, to jaz pa nikoli ne bi. Nikoli ne rec, nikoli. Mislim, težko, res, jaz zdaj študiram coaching psihologijo Okay. In sem v teh coaching procesih včasih med vajo, ko sem coach, oziroma tudi jaz hodim na coaching, zato da tudi jaz kot klient izkusim ta odnos. In mi je res neverjetno, dve stvari ste mi neverjetni. Prvi, da res dejansko kot sem prej rekla, situacija ni nič spremenila, ampak samo na glas, samo besedla svoje, ne vem, ali strahove, ali zadrege, nima veze. In je bilo lažje. Sem se počutila, nisem sama. Imam kle enega, zdaj kaj ob meni. Čeprav coach v resnici nič ne naredi. Ker druga stvar, ki sem jo pa spoznala v teh coaching procesih, je pa, koliko je težko biti tih. Ker velja pravilo, da samo 20% časa coach lahko govori. 80% časa in prostora je namenjeno klientu. In je točno to, kar si rekel, sem začela opazati, veš, tudi znotraj prijateljskih krogov, kako ženske takoj pridemo nasproti, sej vem, sej te štekam, pa sej veš, jaz pa tako. Takoj pripeleš neko zgodbo noter in se res počutiš dejansko, a si ti mene zdaj slišala? Ali si ves čas razmišljala o tem, kaj boš povedala na to, kar sem ti jaz povedala? Ker to ni aktivno poslušanje. Ampak mi mislimo, da je to cool, da smo sočutni in da smo spodbudni. Zelo hitro pripeljamo svoje zgodbe, to vem, da je tudi moja napaka. Veš, jaz pa tisto, kar je. Ampak veš, tako tipično moško je pa to, da pa nič ne govorimo. Mi pa gledamo za šankom, sploh te, ki še pijo alkohol, si naročijo tisto pivo, za šankom gledajo tekmo, Barcelona, Real, in po 1 uri tega pitja on reče, ti mislim, da me bo žena pustila, pa gre. To je naš način komunikacije. Se pravi, a veš, vi ste spretne. Jaz tukaj sem zelo hvaležen mojim sošolkam na faksu. Nas je bilo malo fantov v prvem letniku psihologije in moje krasne sošolke so nas zelo hitro naučile, fantje, vi morate govoriti. Ko smo imeli študijske skupine, vi morate govoriti. In smo se naučili, čeprav jaz tega kode nimam iz družine, pri nas se ni pogovarjali, to, da se je treba pač pogovarjati. Pa že pravzaprav v srednji šoli, že na gimnaziji smo bili te neki revčki, malo zgubljenčki smo bili, in smo se pač dobivali, tudi tle, sem tako sva dobro tukaj prav tle, tak ne zelo pomemben del Ljubljane, namreč točno minuto od tebe je pač stanovanje moje prvega dekleta, pa 5 minut stran stanovanja, v katerem smo preživeli celo gimnazijo, ker je pač bila moja sošolka brez staršev. Starša sta se, oba dva alkoholika, razselila in sta jo pustila samo za starejšo sestro. Kaj je bilo možno v 80-ih? In smo mi tam kar kampirali, taki revčki, vsi malo zgubljenčki, ampak mi smo se pogovarjali. Vse smo tudi pil, pa kadil, pa vse živo, ampak pogovor je bil tisto. In jaz razumem ta ženski, če rečeva ženski, pa to je malo tako, način komunikacije zelo dober, ker je odkrit. Tudi to je enkratna priložnost, imate nas naučiti, kako vi dobro berete prijateljce. Ko se vi usedete na kavo, boš ti hitro rekla, Marjana, nekaj ni v redu s tabo, kar povej. Mi smo slepi, k krti, nič ne vidimo. In veš ti zraven nekoga že čist podočnjaka, pa še vedno gledaš na tekmo in potem on reče, žena me bo, stari, sorry, to je pa slabo, klink, pa gremo. Full support. Ampak res pa včasih znate tudi speljati na ta svoj mlin, to je pa res, ki je ta, veš, kaj sem pa jaz. Jaz sem tudi to doživela, veš, to ni nič tazga. Se pravi, pot je nekaj vmes. Mi znamo biti zelo velik tih, ampak tišina včasih bi morali kdaj tudi kaj povedati. Vmes nekaj med tem, ampak ta aktivno poslušaj pa vem, da res in da ne obsoja, da ne non-judging, to neobsojajoče, pomeni, da ne bom takoj dal vrednostne sodbe, kako ti živiš, pa kaj ti razmišljaš. Ljudje pa počnemo toliko neverjetnih stvari, si rekla ravno lepo, da greš v... Delo z ljudmi je lahko zelo fajn, srečaš in vidiš to,
cel diapazon tega, kaj ljudje počnemo. Varamo se drugače, ljudje se izjemno veliko varajo. Med nama, najni generaciji, veliko parov se vara. Kar pomeni, da imajo še zraven še nekoga. Ne? Ja, ampak kot si prej rekel, ne, ekonomska računica je tukaj zadnji. Ne, ostajaš v nekom odnosu, zato ker je lažje. Ne? Tako je. Tam imaš pa nekaj kratko, ampak in pol ti povejo tudi neverjetne stvari, ki jih pač počnejo ali skrivajo ta del. Recimo, to mojo etiko zelo nagovarja, ker jaz pravim, da pač jaz tega ne bi zvestoba, ampak razumem pa, da nekateri tako živijo. Ker imajo drugačna etična načela. Ja, to nekako funkcionira. Pa je vse živo. Nekateri bi radi bili bogati, nekateri bi radi šli na plastične operacije, nekateri bi radi sam dober avto, bili, kaj smo rekli, bogati, uspešni, slavni. Ok, to je tvoj life, ne, ni moj. Učim se tega, da bi bil non-judging, ampak to bi nekako bila pot iz osamljenosti, da se začutimo kot človeška bitja. Ne? Prej smo omenjala te kavarne, ne, kjer bi se to lahko zgodilo, ampak kako se res lahko vrnemo? Mislim, a imaš kakšno idejo, kako se lahko ta naša, dajva reči, aktivna populacija, pa je to lahko, ne vem, hči stara 31 let, ki ima recimo krog prijateljic, ampak je samska. Ja. Ali pa mava, ne vem, nekoga najnih let, ki se je razšel po dolgotrajni vezi in je spet samski. Kako se lahko povežeš sploh? Težko bo, no? Težko bo. Ne vem, koliko ti uspeš kaj potvati proti jugu, našo bivšo skupno državo. Jaz se zelo dobro počutim v Novem Sadu, v Beogradu. Ljudje grejo na korzo. Ljudje šetajo. V soboto se gre ven. Ljudje, to je tudi na Hrvaškem, ljudje veliko več hodijo ven. V Zagrebu, jaz imam zelo rad Zagreb. Meni se zdi tako mesto, tako res to je mesto, tako diha v novo. To je tudi stvar pač tega, kako mi tukaj res živimo vsi in ne vem, če bi mi to uspela spremeniti, ampak sedaj, ali bomo kdaj naredili, kaj dela povprečen Ljubljančan v soboto? Če je meščan, pa malo elita, bo šel na tržnico. Na tržnico greš na kavico, ne? Tako, in potem na tržnici vzame pač tista 2 porčka, pa en brokoli v vrečki in pol je z nekom zmenjen ali pa nekoga sreča na kavi, vendar bo to v tem zaprtem krogu, ne bo se družil. On bo pač z unimi, ki je izmenjen, se dobil, po kafetko, pa je treba domov, pa se kuha in popoldne se pa ne bo šlo ven. Ne? Popoldne boš pa na kavču, pa že kakšen TV. Pa se gleda mogoče smučanje, ne? Skoke, šport, in to je to. Ven ne gremo. Ne? Mi ne gremo samo, da bi šla na korzo se sprehoditi. Tudi Ljubljana je določene dneve tudi malo ghost town. Nazadnje sem bil recimo v Celju zvečer, smo bili sami, ko smo šli spice ob 9, ampak čisto sami v celem mestu. Nikogar. Celje je bilo v moji mladosti zelo živahno mesto. Ne? V Mariboru časih se počutim, ko grem, pa imam zelo rad Maribor, no, pa še celo Štajerci, pa ni nikjer benga. So v lokalih, ampak ni nobenga, tako, veš, tako da to spremeni to miselnost, da ni treba zdaj tako zapravati, pa greš ven, zato ker greš ven, da boš srečala nekoga, soseda. Včasih je tega celo malo več v zelo majhnih krajih. Pri nas malo več, ker se pač na kakšnem trgu ljudje dobivajo, pa spet prihaja v obdobje božično-novoletnih sejmov, ko pa vsi drvimo na kuhančke, pa na pijace, pa zgleda, ker to je zdaj tudi grozno za osamljene ljudi. Ampak se raven to, tam zgleda, da se vsi imajo fajn, vsi se družijo in kako bo nekdo prišel zraven. Situacija, ne vem, iz mojega življenja, gym, oziroma pač telovadba, novoletna zabava. Ja. Pa bi šla. Ja. Ampak si rečem, ok, jaz dejansko tam razen voditeljce ne poznam nikogar. Ja. In potem si skušam postaviti vlogo, ok, recimo, da jaz zdaj pridem tja, kaj, mislim, nekam se bom naslonila in bom tih in bom, mislim, kaj, ne? Tle si zelo Slovenka, ne? Ja, totalen introvert, slovenski. Ja. Veš, mene je delno res vzgajala Srbkinja. Moji starši so bili brez veze. Ampak tle je živela ena Srbkinja, ki se je zelo nesrečno poročila z enim Slovencem, direktorjem, in ostala gospodinja celo življenje. Bila zelo nesrečna, ker je tukaj, to ni Srbija. Ampak me je pa naučila cirilice, naučila me je srbščine in me je zelo nekako okužila za srbsko kulturo, v smislu tega, lahko čemo, može, prolazi, idemo. In ta ima bolj ta lahkotnost in humor. In tukaj seveda, to si ravno rekla, prihaja čas novoletnih večerij. In seveda nekdo je že zakupil mizo,
v pizzeriji Piazza, tukaj zraven tebe. In zato, ker ste ne vem kaj, coaching. In zdaj Slovenci bomo prišli tja in se bomo posedeli, bomo cel večer sedeli na istem stolu. Drži. Jaz to sovražam. V svojem varnem okolju. Jaz začnem takoj gibati. Jaz vem, da se bom tukaj usedel, že to moj stol, pa vem tam praznega. Pa reče, si sem naročil tlele že, ne vem, limonado, pa ko pride pica, bom sicer prišel sem jest, pogrem pa je čez. In to vedno, kadar smo ena skupina, po temu aktivistov, no, ker smo mednarodna skupina, zelo dobra, vodi nas Italijan, potem je noter Iranc, 2 Srba, nekaj Slovencev, se občasno dobivamo in to je ful dobro srečanje, zato ker meni pa tako všeč ta italijanska, jaz vam rad Italijana, meni so Italijani cool. Jaz tudi. Ja, res jaz vam zelo rad in tudi letos sva bila na Sardiniji z ženo in wow, to so drugačni ljudje, to je tako super. In potem mi se tam skozi presedamo. Veš, koliko je šele Korzika, super. Ja, vem, sem slišal, to je naslednjo na seznamu. In na tej aktivistični se mi vidim tam Srba in jaz vstanem, alo, Nebojša, kaži mi, to je tako, Slovenci bi se usedeli in potem, ker boš ti taktično zbrala, zdaj na levo imaš, te ne poznam, mislim na desno, levo in pa sem tam, pojem večer in grem domov. Nič novega nisi spoznala. En od mojih direktorc, karieri mi je ena, ta je pa res dobra, ki je rekla, tudi na zelo slab večer ali pa neko uradno prireditev, ki greš, daj si za cilj, da spoznaš 2 človeka. Nekaj mi gremo na te pasje procesije, ki moraš iti. Dobiš vabilo in že tako veš, ampak kaj bova tam počela? Se pravi, bova pač lustra visela, rečeva, vzameva tisto pijačo, zdaj kaj, greva okol, a sta v tem prostoru 2 zanimiva človeka. Preskeniraš, pa rečeš, Ajde, ne. Probimo, ne. Ja. Tako sem jaz recimo, veš, ko sem bil TEDx govorca, smo pol naredili neko srečanje alumni TEDxov na Brdu pri Kranju. Tako elitno, tam v prostorih nogometne zveze, ki je vse tako, wow, beton, krasno, malo brez veze, In so bila ženo tam, tako je nekaj časa, ne morem se glih povezati s temi vsemi TEDx, ampak tam sem videl eno tetovatorko, zato ker sem bil takoj. In to je zdaj najna prijateljica, ki ima na Krasu hišo, ampak je bila ona isto, totalen introvert in da je stala tako skonce, ti si mi zanimiva. In seveda, tatuji in smo postali in je, pa mi je še, je tukaj tetovirala in tako, mislim, isti tiči skapletemo, A veš, ampak da mi dva najdeva neko referenčno točko, vprašanje, kaj bi bilo, nekje je zdaj ta zanimivost tvoja, a zato, ker si mi vizualno zanimiva, ali nekaj vemo tebi, ali počneš, ali pa izražaš nekaj tazga, kar mi je zanimivo, ali pa izžarevaš nekaj, ne? Ponavadi je res tako, ta najprej, dobro, če gledamo moški ženska, je itak vedno, ampak se je tudi pri ženski se smo vizualno biti, je to, potem je seveda, energija, drža telesa, kako, ampak jaz mislim, da je problem v osnovi tudi ta, da človek sam niti ne razmišlja o tem, 2 moram spoznati, jaz bom od zdaj naprej recimo to s pridom poskušala, se držati tega. Narediti kljukco, recimo. Zdaj mi je itak spet misel šla, whatever. Na džimu, vrnemo se na džim, boš imela to večerjo. Eno, ki s tabo hod, pa je ne poznaš, pa je ziher zanimiva. Ta zabava je mim, Je že mim, se bodo še prišle zabave. Ampak hočem reči, da niti ne pomisliš na to, da kaj bi lahko, kot človeka preskeniraš, kaj bi lahko bilo tisto, na kar bi se lahko navezal, Ja. Ampak po drugi strani sem se pa spomnila ta trenutek enega srečanja z enim modnim oblikovalcem, ki je delal v eni trgovini v Stari Ljubljani. Drugače v tujini živi. In jaz se še danes spomnim, koliko se je meni dober zdel, ker je on, ko sem prišla v tisto trgovino, pohvalil moje čevlje. Ja. In naslednjič je pohvalil nekaj drugega. In jaz sem potem dojela, da dejansko je to pač nek pristop, kjer namenoma vzpostaviš kontakt z nekom. In kaj drugega, lepšega, enostavnejšega, kot da pristopiš k nekomu in nekaj pohvališ. A pa je fejkov? Ne, jaz nisem imela občutka, da je fejkov. Ne. Ok, pa v redu, ja. Ne, vem pa, da recimo, v tujini, da ne bom zdaj brenda omenjala, make-up trgovine,
Tam pa vem, da so prodajalke naučene, da ena te streže, druga pride zraven, pa neki mimogrede pohval. Okay. Ne? Mislim, zato sem te vprašal, ker res pristnost tle zelo veliko šteje. Seveda, če te nekdo res, in to mislim, da tudi pohval mi itak malo premalo dobimo v življenju, ker smo bolj vajeni kritizirati. Moram reči, da včeraj sem ravno napisal spremno besedo za eno odlično knjigo. Pa bom kar napovedal, ker Violeta Tomič bo izdala svojo življenjsko zgodbo, ki je nekaj najbolj krutega in grozljivega, kaj je ona doživljala, naša igralka Violeta Tomič. In imam to čas, da sem napisal spremno besedo in sem prebral knjigo, ki mi je, pa sem redko kdaj kaj šokiran, ampak to ne res, kaj je ta oseba preživela. In noter je pač tudi nekje čudovita vicija v bistvu. Ne? Zakaj se hudiči v peklu grebejo zadelati pri slovenskem kotlu? Ja, veš, zato, ker se Slovenci sami not tunkajo, ni treba nič delati. In to sem spoznal v stiku z tujci, kako tujci, ki tu tukaj živijo, nekateri res težko živijo, ker so veliko bolj vajeni vse neke pristne spodbude. Spomnim se enega bivšega vojaka, ki je tukaj živel, ki je pač rekel, da gre iz vojske ven in je pač tujec, tukaj živi, poročen, Slovenko, in je pač temu slovenskemu krogu rekel, da bi rad se učil voziti helikopter. Vsi so rekli, da to ni možno. Pri 32. On rekel, pa je možno, na Brniku. Ne, to ne moš. Rekel, jaz ne razumem tega. V moji vasi bi mi vsi rekli, pet pa probaj. Mi smo tako, tle se zdaj mal nočem delati zelo asociacije na tvojega Mateja, ampak tudi on ima projekte, za katere bi mnogi rekli to, ne, to pa ne delati. Pa ti si nor, ja. Ja, ti si nor. Ampak se da, se da. Pa ne to zdaj to, da je to napihnjeno, kao vse se da, ker vem, da se ne da vsega. Ampak zakaj ne bi probala nekaj? Greš pa probaš. Ja, in tukaj v tem, zato pohvala je pri nas zelo, a veš, pri nas je lastna hvala se podmizovala. What? Ampak dobro blago se pa samo hvali. Ja. Čak, kva zdaj? Kaj zdaj? A se ni malo zmenilo? Ja, dajmo. Ampak tako pohvaliti, recimo, dobro zgledaš danes. A veš, iskreno, brez nekih namigov na nekaj. No, to ravno, recimo, to je bilo meni zdaj spet na Sardiniji, tako, kako so prijazni, pa ti je tako, veš, mojo ženo so tako pohvalili, ona ni vajena bila tega, tako, you're beautiful today, ne? You look so great, ne? A ni fajn, ampak iskreno, ne tisto naučeno za tega, da ti nekaj prodal. A ni to dober štart komunikacije? Ne? In smo tudi žal probali to na eni delavnici v Novem Sadu za mednarodno skupino mladih, Makedoncev, Srbov, Hrvatov, Italijanov in Slovencev, ker se mene zanimalo, ali je v moško-ženskih, ali pa v istospolni bi bilo pa moško-moški, ampak v neki intimni sferi možno še postaviti neko vprašanje, ki ne bo cringe, ki ne bo čudno. Ne. Katerokoli frazo sem uporabil, so mi mladi okoli 20 let rekli ne. Se pravi, dobro zgledaš, ne, cringe. Ali ti lahko kupim pijačo, ker bi se rad s tabo pogovarjal? Ne. Se lahko pridružim vaši družbi? Cringe. In pa zdaj, kako lahko sploh kontakt navežete, in so mi rekli preko omrežij. Pa zdaj, kako pa ne vem tvoje omrežje? To pa ne vemo. Mogoče bo pa nekdo dal. Veš, tako, ne, mislim, to me zdaj le spomnilo, prejšnji teden smo bili na večeri s prijateljco in njenim možem, ko je ravno ta debata se začela, da kako je nenavadno, kako drugače se bo generacija X ali pa generacija Z opredelila oziroma izrazila nekaj v zvezi konkretno, recimo ona je tujka, ampak že več kot polovico svojega življenja živi tukaj, govori slovensko, ampak generacija X si bo rekla, ti pa kar dobro govoriš, ne? Ja. Medtem ko Z ji tega sploh rekel ne bo, ker mu je pač tako, ja, it's okay. It's okay. Ja. Se pravi, je tudi ta medgeneracijski problem, ne? Je. V izražanju, v nagovarjanju, Ja, sigurno. v tem, kar si rekel, kaj sploh lahko
Vprašam. Ja, ker zdaj, mi dva imamo tukaj živijo v svetu, kjer zdaj raste res generacija, ki je živela z digitalom. Mi smo se vsega tega priučili. Ti uporabljaš to tablico, ker smo se naučili. Jaz uporabljam vse to. Ampak, če se spomniš, pametni telefoni so plusknili v Slovenijo nekje 2.6, 2.7, 2.8, pa je šlo zelo hitro gore, spomnim nekje 2.12 je bil pa totalen boom. In tudi po cesti se je videl, jaz sem takrat prvič videl te zombije, da hodijo. Ampak takrat smo že videli posnetke iz Japonske, da imajo po tleh usmerjevalne, da ne padeš nekam v luknjo ali pa da, te neumnosti. Kar pomeni, ampak zdaj letniki 2.7 so stari, znam računati? Malo manj kot 18. 18, ne? Celo polnoletni so in oni so rojeni z smartfoni, ne? Se pravi, oni so digitalizirani od zibelke naprej in seveda že tudi, ker jaz imam zelo rad digital, ampak seveda vpliva na naše življenje, ne? Močno vpliva, zelo vpliva. Internet, pa ne internet, ampak to, da ti nosiš s sabo tak močen računalnik, ki je hkrati komunikator, to ni telefon, mislim, te neumno, s tem rečemo telefon, pa mladi tako noče telefonirati, whatsoever, ne? Tako da pravijo za vse drugo. Ne vem, kako to bo spremenilo naše odnose, jih že spreminja in jih je že spremenil. Naša generacija se v tem svetu zelo slabo znajde, po eni strani pa vidimo ogromno tehnološko polpismenih ljudi, ki so čisto izgubljeni pri 50-ih in se ne znajdejo, enostavno so, službeno so neprimerni, ker ti ne moreš s tehnološko polpismenostjo, ti zdaj ne moreš konkurirati. Ne gre za leta, gre za to, da si polpismen. Ne znaš uporabljati tehnologije. Hkrati pa v teh medosebnih odnosih so nam pa spet neke prostore in načine socializacije so nam malo vzeli. In če bo, se pravi, 31 let stara samska punca ali pa zdaj jaz 53 let star mliti samski, se bo zelo drugač v tem, ampak jaz ne vem, kam bi šel. Ona pa verjetno ima krog prijateljc in prijateljev in sicer neke socializacije, pa vprašanje, a tam lahko naveže kontakt. To je spet pač neka skupina, ne? Ja. Ki je zaprta, ampak ne v slabem, ampak ne čuti potrebe potem, da bi hodili izven. Ja, ampak si prej lepo rekla, saj smo res na tem spektru intraekstravertiranosti smo zelo različni. In nekdo rabi veliko manj ljudi, da bo napolnil to posodico, in obožuje samost in samoto in se lahko tam umiri in potem zelo delno gre izven te samote v neke kontakte. Nekdo, ki je bolj proti drugem ekstremu, rabi več ljudi. Saj tudi to navezovanje teh kontaktov ima tudi neko mejo. Saj s kolikimi ljudmi pa ti sploh želiš biti bolj intimno povezan. Jaz mislim, da to je tudi pretiravanje v smislu, vse to nas je tudi omrežja so nas. Jaz imam, se pravi, zelo 4998 Facebook prijateljev, v resnici imam prijateljce ene 4, ki so res. Ampak to je pa čist drug kriterij, ker za me prijateljica je drug kriterij. Tiste, ki jo res lahko pokličem v stiski, ki bo imela čas za me in jaz čas za njo. Ker pomeni, da jaz v bistvu, moj mali balonček je sestavljen iz moje žene pa 4 prijateljc, se mi zdi 5, 4. Pa mogoče zdaj se prav 2 moška prijatelja nekje na robu, ki sta se mi vrnila v življenje, pa cel kup teh znancev, ki jaz kar nekako vzdržujem te stike, zato ker sem malo bolj proti ekstravertiranosti, ampak te stiki so zelo površni. Tudi ta notranja oblikovalka z Rottweilerjem, ampak prinašalcem, bo ostala zdaj nekaj na robu. Sva na Instagramu in ne bova se zdaj vsak dan visela skupaj. Ampak imava pa neko vez, ki pa je mačkam poslovna, ker mene zanimajo mlade osebe, ki se ukvarjajo z notranjo opremo. Z enim zelo malo egoističnim nagibom, namreč zelo rad bi naredil nekaj za spremembo interjerjev slovenskih šol. Mislim, da so preveč hladne, bolnišnične in me zanimajo ljudje za sodobnimi, pa takimi bolj toplimi pristopi in mi fajn paše v to skupino. Tako da v bistvu je to poslovni stik. Ja, ok. Torej, zdaj po tem najnem pogovoru imam tako predstavo, da vsem pa so neki koraki, s katerimi lahko zmanjšamo ta občutek osamljenosti. Se pravi, poiščeš kavarno, kjer je možno, sedeti na kavici
na taki jakosti, da se lahko pogovarjaš. Ne, se narediva tako 10 tako. Dejva zdaj ta sama narediti. Ja. Se pravi, lahko si zadaš, da bo nekam... Prva, ne moreš biti doma, zato ker doma pozvoni samo poštar. Ja. Če pozvoni. Zdaj ti flikne. Tudi sam paket flikne pa greja. Se pravi, pojdi ven. Pojdi ven, ok. Ko greš ven, moraš spoznati vsaj enega novega. Se potrudiš, da navežeš stik vsaj z eno osebo, ki jo ne poznaš. Pred to točko bi dal še to, da poiščeš tvoj... Vmeskar utihne. Utihni. Ja, prva, se pravi, pojdi ven. Drugič mal, koliko bo šel ven, pobrskaj po sebi, kaj je tisto, kar tebe res dela srečno pa zadovoljno. Kaj ti rada počneš? Ker to ti bo izbralo potem prostor, ker ne gre samo za kavarno. Kavarna je moj plec, ker sem kafanski človek. Ampak mogoče pa ti nisi. Mogoče si pa ti človek rekreacije, ko greš rada v hribe. Se pa bo šla v hribe, bo šla. Se pravi, rabaš mogoče knjigo 100 izletov po slovenskih gorah in se boš zadala cilj, da boš šla in boš spoznavala planinske koče, kjer so zelo dobri, lahko so žal tudi pijanski, ampak čez dan so pa lahko lepi prostori socializacije, zato ker tja prihajajo ljudje, ki imajo isti interes kot ti. Zato, ker boš tam udarila žig, pa bo nekdo tudi stal ob tebi pa rekel, sem pa videl, ste bili že na Storžiču, zdaj grem pa na Tošč, pa smo tam. Lahko imaš pa rada živali, pa greš potem v pasji park, pa se tam, pa se ljubci združujete in koliko je pa star vaš pomeranc, a tole Yorkie je, pa smo tam, interes. Potem prostor socializacije, kavarna, nekaj, ki izhaja iz tega, potem pa prideva do tvoje, bodi toliko odprta, da greš v kontakt, se pravi, da daš prvo pobudo in ne čakaš pasivno. Se pravi, ker komunikacija bo zlaufala, veš, to so me učili, to je meni všeč, v liftu se mi načeloma ne pogovarjamo. Lifti sploh za visoke stavbe, recimo Kristalna palača je tak visok lift, to je najvišja stavba v Ljubljani. In tam, če se peleš, če smo z neznanci, je malo neprijetno. Kaj si tam poče? In seveda vsi smo stisnjeni. Tla gledaš. Do trenutka, če bi se lift ustavil. Takrat bi nemudoma komunikacija stekla, ker bi opizda. Pol bi ena začela se trest, pa bi bila, jaz bom imela panični napad od višine. Zgodila bi se komunikacija. Pri zdravniku, ko prideva tipična, prva komunikacija, ko prideš zdravniku, je vprašaš, kdo je ta zadnji. In pol ti reče, jaz sem ta zadnji, se ponovadi nekam usedeš in tako, ampak tam bo pol in pol si ristamo revije, verjetno do točke, ki bi prišla ven sestra pa rekla, za pol ure zapiramo, ker je malca, a pejte urad. Ja, res se pa skupina takoj poveže, ne morem verjeti. Kar pomeni, ali pa seveda tudi vsaka izredna situacija tle zunaj. V kavarni, če bo prišel nekdo, ko delal, tako se bomo povezali. Ampak, če smo mi tisti iniciatorji, narediva te pogoje, se da midva začneva nekaj in nagovoriva. Potem seveda ostaneva v tem ping-pongu, ne samo na tem slovenskem, kaj sem naredil za... Nič nisi, vse v redu. Tehnik me bo ubil. Se pravi, a veš, eno je to, a je komunikacija tako živijo. Ali greva, se pravi, kot te, veš, to imajo te študentke psihologije, tako dobri študenti, ki jih je manj, pa je ta projekt Kako si. Kako si je fraza v slovenščini, ker ni ves kako si, v redu in jaz že grem. Kako si pomeni, jaz sem danes in pol deva. Kako si ti danes? Kakšno je to vprašanje in to lahko treniraš na prodajalkah, v Mercatorju, Lidlu, Eurospinu, kako ste pa kaj danes? Pri teh prostorih, ko si ti omenila, je to, da je fajn začeti rutino furati, ker pomeni se vračati na isti plec, zato ker te bodo ljudje začeli poznati. Zanimivo. Jaz sem spet kafanski človek. Meni pač všeč v mojih kafanah, da sam pokimam in meni prinesejo mojo dolgo kavo, ker me poznajo. A se spomniš Cheers? A veš, kaj je bila tista melodija na začetku? Nimam jaz spomeni. Ampak tekst je bil, veš, vsi se vračamo na zdravje tja v prostor, kjer nas vsi poznajo. Ja. Veš, ta lokal, kamor te vsi poznajo, je pač to, tam si domača. Veš, ven in rečeš tako, in tam že in se začnejo drobni, se pravi, če bi mi dva naredila, da greva v ta scenarij kafane, ker je meni bližji, v soboto greva ven. Brala bova časopise,
In so, da si bo tudi, ampak bo tam, ker bo dobila časopisov, bo pa tudi kakšnega si kupila. In recimo, da bereš Mladino, v petkih izhaja, tak človek, preneseš svojo Mladino in se ti s tem že signaliziraš, kakšne vrste človek si. Ker če bi prenesla Domovino, signaliziraš nekaj drugega ali pa reporterja, ne? Ali pa nekaj. Ne? Ampak s tem, se pravi, če bom jaz tebe opazil z Mladino, je večja verjetnost, da bi rekel, oprostite mi, posodite, sam nekaj me zanima, sam rolanje po sceni bi prebral. Ampak tle smo že v kodi najne subkulture. Jaz vem, kaj je v Mladini. Držim. A veš, pri glasbi je to zelo hiter, ker če nekaj iz zvočnikov slišva, več tako, a so to Cepelini? Ampak to je zunaj tretje plate, ne? Pa sva na referenci. Ne? Ampak res malo se vračati na iste prostore in jih polulati po domače. Ne? Moja miza, moj kelnar, moja točajka. Ljudi poznati po imenih. To je izjemno dragoceno, veš, ni tvoje ime, je tvoje, a ne, če jaz poskušam moje točajke, moji lokali so Sem, pa Španski borci, kjer se režeta Tamara, Lana, Maki ali Marko, pa ne boš, ta četrtega zdaj pa tam je bo pobol. Ampak a ni nekaj, da če rečeš Maki, hvala za kavo, ne? Pa so spet tam. Ne? In komunikacijo je pa v tem, da biti res radoveden, kaj ljudje počnejo v življenju. Ljudje smo zanimivi ali pa dolgočasni. Ampak mene zanimaš ti. Kaj ti razmišljaš? Ali pa kaj bereš? In ko smo radovedni, smo odprti do ljudi in to malo skila je treba za to in biti tudi pogumen. Se pravi, ker zdaj pa, če prijava pa do točke, da se pa res intimno zanimava en za drugega, pa treba narediti korak ven iz friendzona, pa reč pač, a vas lahko povabim na večerjo, ali kaj? Kaj je zdaj, kaj je v najni generaciji, da ne bo izpadl čuden? Ne vem, že dolgo nisem bila v tej situaciji. Jaz tudi ne vem, jaz se zdaj probam se uživeti, kako bi to bilo z nekaj, ampak si pa želim, da bi bilo to možno. Ne? Da bi imel to možnost, da grem, pa da ne grem takoj na aplikacijo. Jaz mislim, da bi, če bi jaz to začutila, da bi kar poskusila odkrito to skomunicirati. Ne vem zdaj prav dobro, kako, kaj naj te povabim na večerjo, ampak všeč si mi, a se lahko še iskrenost, ne? Tako, da je iskrenost. A si videla te prilagoditve v tujini, 3 barve zapestnic? Se pravi, party in ti potalejo vzameš 3 vrste zapestnic. Sem v zvezi in pust me primir. Sem v zvezi, but it's complicated. In sem samski. Top. Na nek način, jaz ne vidim tukaj težav v tem. Ker lahko, da ne bom izpadel budala, pa šel nekam, ki nima smisla. Prišla sem se zabavati. To, veš, ker nekdo se lahko tudi boji zavrnitve. To moški pa ženska. Moški se zelo bojimo zavrnitve, tako to je pač hud udar za našego, ampak ker mislimo, da smo taki cari, da pač vsi kar padate po tleh, smo to krasni, pa nismo. Res nismo. Ampak a ni tudi to spet komunikacija, če bi pristopil na ta način, pa bi mi ti hitro dala mejo, da bi se znal jaz tudi reči, da sem nič narobe, da sem rada bi imela mir, berem knjigo, puste me primir. Takih placov bi si je želel, da nekdo lahko noter uživa v svoji samoti in ga tudi nekdo, ampak se čudi, da pač bodi sama, zato ker je jazz v ozadju, ker je lepo toplo, kava je dobra, piškoti so v redu, berem pa knjigo, da jim je mir. Sem sama, vendar odprta za pač neko zvezo, prijateljsko, sam zato, da spoznam nekoga novega, sem samska v iskanju bolj intimne zveze. Zakaj pa ne? Pač, udova sem, ne vem, moja najboljša prijateljica je že dolg časa udova in ne more. Pa je mojih let res krasna oseba, zabavna, razgledana, super na vseh vidikih, ampak na tržišču res slabo, ali se pa ti dečki, jaz ne vem, ali se pa nekaj skrivajo. Kaj včasih sem tudi v tem, da so pa te pa doma. Ker spet zato, ker je svet zunirato tudi toliko divji, da če si malo bolj senzibilen, pa ne vem, če si pri 50 zdaj, da boš kar drvel okol. Ne vem, kje so ti udovci samski, sicer ločeni, ko vsi imajo neke izkušnje, verjetno so ločeni. Kaj zdaj, a pijejo,
ali doma gledajo serije, gledajo pa filme, ali kje so. Ne? Jaz bi jih tudi nekje verjetno morajo biti. Nekje so, zagotovo. Ja. Zagodice obstajajo. Ne? Pa po mojem so tudi osamljeni in nesrečni. Ne? Pa tudi isto se pogovarjajo, kot mi dva. Kje so te fajn ženske, ne? Ki bi jaz mogoče z njo. Ne? To je res noro. A so naredila, nisva 10 točk, ne? Se ne vem, jih raba 10. Ne, ampak a so naredila neko linijo? Ja, sva naredila. A veš... Meni se zdi zelo spodbudna in jaz verjamem, da bo marsikdo lahko mogoče drugače pogledal na svojo situacijo, ne? Pa se aktiviral. Lej, ta svet okoli naju je včasih tako blazno krut. Jaz se večinoma ukvarjam s temnimi platmi, z nasiljem in tako naprej. Grozni smo en do drugega, ampak hkrati je pa tako neskončno lep. Zame so pač narava, znanost pa umetnost. 3. Narava, živali pa narava sama po sebi čudež. Ne? Tako se mi zdi. Potovanja, svet, kako ljudje živijo. Kdor ima možnosti, jaz jih nimam toliko, ampak nekaterih imajo, da grejo lahko pogledati čisto ene druge kulture, nekaj norga. Mislim, kaj se bomo tle zdaj? Ljubljana, tako malo mesto. Ne? Znanost neskončna odkritja v svetu, glede naravoslovja, humanistike, družboslovja, karkoli znanost. Mislim, dejstva, ne fake news. Ampak res, stvari, ki so pomembne za nas, za antropologijo, za človeka, kako. In na drugi strani umetnost, knjige, gledališče, glasba, ples. Mislim, tako je res, veš, česa smo mi ljudje sposobni, ne? Takih res, če te zanima ples, pet na plesno predstavo, pet sama, pa ni vrag, da tam v 3. vrsti pa tudi nekdo sedi. A pol gremo takoj domov, a spijemo tisti, če ti paše kozarc šardoneja, pa z nekom rečeš, kako vam je bilo. Ali pa v kinu. Ne? Zato jaz grem v kino dvor, ker meni se zdi, to ni kino ven pa noter, ampak to je zato, ker je to prostor druženja. Mene je iz kino dvorane pol zaviče na kavo, pa če sem z nekom valjda reči kaj o filmu, če bi bil pa sam, bi pa iskal nekoga, a si ti bila tudi, a ne si gledala, a ti je bilo fajn. Meni je bilo pa to tako žalostno debata o nečem, imava skupno temo. Ne? Če pa ljudje, in to me pa groza, da najna generacija ničesar ne bere, ničesar ne gledajo, ne hodijo v gledališče, ne gledajo filmov, ne spremljajo umetnosti, ne spremljajo znanosti in ne hodijo v naravo, pa ne vem, pa so res dejansko samo kaj, ekrem, kuča posel, otroci. Social si pozabil, social media. Ja. Ampak socialci niso sami po sebi slabi. Jaz vidim tudi ogromno umetnosti gor, vidim ljudi, ki so kreativni. Sedaj moj algoritem meni to ponuja. Ja, meni to vedno bolj, ampak se tudi vidi. Prav, tlele še, ta moja prijateljica Maša, psihologinja, tudi ena izmed teh kroga dobrih prijateljic, ona ima tako, kot jaz rada šport. Zelo rad šport. Ona ima tudi zelo rada šport in jaz si včasih te športne rilse in pač kaj je Luka Dončić naredil. In sedaj polka malo preveč tega, moj algoritem gre tako in pa dobim sam še basket, pa je NBA, pa bom nekaj drugega, v redu, vse sem pogledal, ampak ne, mislim to in pa me spet vrne v ta bolj ali nek kreativen, umetniški, ampak social si ampak meni tudi odkriva tudi neko okno v svet, ki ga verjetno tudi ne bom doživel, sem čisto okoli sveta ne bom šel, no, malo mi že časa zmanjkuje. Gre za to, kdo je ta oseba na drugi strani, oziroma ta, ki spremlja socials. Če si ti nekdo, ki je zdrav in postavljen v sebi, če pa polni tole Bogo posodico. Če pa polni Bogo posodico in je v bistvu overwhelming in ti samo spodbuja še slabše misli in občutke v sebi, nisem dovolj, karkoli, pa ni najbolj zdrav, ne? Ja. Mislim, ampak spet, ne, social media ni nič narobe. Pa se z nobeno tehnologijo ni nič. Ja, pač vedno je avtomobili na drugi strani povzročijo veliko smrti, ampak avto je prevozno sredstvo, ne? Ja, vozil ga je pa nekdo drug, Ja. Preden ti postavim zadnje vprašanje, imam še kratko povabilo za vse tiste, ki poslušate, gledate podcast Odkritost ni ves, da se ob koncu tega pogovora spomnite in ali kliknete like, še lepše bi bilo pa, če se naročiš, ker mi s tem daš vedeti, da so vsebine in gostje neki, kar ti je všeč. Hvala. Matic. Ja, ni res. Zadnje vprašanje se glasi.
Če bi lahko spremenil eno samo stvar v družbi in bi ta stvar oziroma dejanje zmanjšalo osamljenost, kaj bi naredil? Aha, lepa. Knof empatije bi dal na 100. Wow. Kaj bi se po tvoje zgodilo? Bolj bi se začel poslušati, to je, ne, tako smo, mislim, da, ker zdaj bi lahko šel, zdaj sem jaz dober, vrgle iz tira, ne. Jaz mislim, da res, zakaj sem to rekel, pa zdaj res nisva bila pripravljena na to, ampak ta individualizacija je zame kontraproduktivna proti temu, kakšni smo mi kot človeška družba. Jaz mislim, da smo mi nastali na podlagi skupnosti, in to zdaj skozi ponavljam, kot papagaj, da mi nismo bili ne vem kako hitri, močni, veliki, strupeni, karkoli. Bili smo pa, imeli smo pač te možgane, ki nam delajo tudi probleme, ampak znali smo v skupnosti neki našpilati. Ali loviti tistega famoznega mamuta, ali skopati, ne vem, neki. Zdaj delamo v kontro. In mi sebi režemo korenine. To absolutno ne more biti dobro. Ne vem, do česa bo pripeljalo, jaz verjetno tega tudi ne bom doživel. Ampak če bi hotel, kaj je to, da pač smo spet kot skupnost. In za pot do tega je empatija, do tega pa spet ne ta Boga, pa ne joj čutim kot ti, ampak enostavno, da te sprejemam kot človeško bitje in greva v kontakt, v stik. To bi bilo. To, če bi naredil, pa bi pol videl, kaj bi se zgodilo. Super. Najlepša hvala za čudovit pogovor. Hvala ti za vabilo.